Limetovke in limetovci, lepo pozdravljeni. Večkrat smo že govorili o ločilih in tudi tokrat ne moremo mimo njih. Tokrat bomo govorili o narekovajih, ki jih Slovenci zelo radi uporabljamo, včasih celo malce preveč. Osredotočili se bomo na premigovor in citiranje, saj raba ločil v teh primerih ni ravno preprosta. Govorili bomo o tem, kako pravilno ločiti navedek od preostalega dela besedila. Recimo, kam moram postaviti to ločilo, je vprašala Maja. In ja, tudi o tem bomo govorili. Kam postaviti ločilo, ali sploh uporabiti končno ločilo in ali lahko morda uporabimo celo dve ločili hkrati. Predvsem med študijem, pa tudi kdaj pozneje se zgodi, da moramo napisati kakšno strokovno besedilo. Pri tem moramo pogosto navesti kakšen drug vir, to pomeni, da citiramo tuje besedilo. Pri teh citatih je pomembno, da jih ustrezno ločimo od preostalega dela besedila. In kako to storimo? Lahko na primer uporabimo ležeč tisk ali pa izpustimo vrstico. Predvsem pri daljših citatih je bolje, če jih od preostalega dela besedila ločimo tako, da jih zapišemo zamaknjeno. Kako pa storimo takrat, ko so ti citati vključeni v poved? Na primer takole. Slomškove besede, če želiš drugega vneti, moraš sam goreti, nosijo globoko sporočilo. V takšnem primeru lahko citat od preostalega dela besedila ločimo z narekovaji, kot smo storili tudi mi. Lahko pa bi uporabili tudi druge oblikovne možnosti, na primer drugačno pisavo, krepki tisk ali morda ležečo pisavo, karkoli, samo da citat nekako ločimo od preostalega dela besedila. Kako pa je z ločili v teh primerih? V teh primerih s končnimi ločili v navedku nimamo težav, saj jih preprosto opustimo. To torej pomeni, kadar je navedek vključen v poved, na koncu tega navedka ne zapišemo končnega ločila. Seveda pa mora ločilo stati na koncu povedi, tam pa se ravna po glavnem stavku. Tako velja tudi v naslednjih primerih. Veš, kdo je avtor citata Veni vidi vici? Sita sem teh tvojih vprašanj, kdaj pride obisk? Kako pa je v primerih, ko za glavnim stavkom postavimo dvopičje, ki mu sledi navedek? Oglejmo si primere. Veš, kdo je avtor citata Veni vidi vici? Sita sem teh tvojih vprašanj, kdaj pride Božiček? V teh primerih pa je navedek ohranil svoje ločilo, na koncu povedi pa ločila nismo podvajali. To torej pomeni, kadar navedek zapišemo za dvopičjem in ni zapisan v narekovajih, postavimo na koncu le eno končno ločilo, ki pa se ravna po navedku. Kaj pa, če se odločimo, da citat od preostalega dela besedila ločimo z narekovaji? Oglejmo si primer. Sita sem že tvojih vprašanj, kdaj pride obisk? Kot vidite, se tukaj končno ločilo navedka razlikuje od končnega ločila glavnega stavka. V teh primerih zapišemo obe ločili. Kaj pa v naslednjem primeru? Tudi tebe razjezi stavek, kdaj bo kosilo? V tem primeru je v navedku uporabljeno enako ločilo kot v glavnem stavku. In tudi v tem primeru zapišemo obe ločili. Seveda pa mora obstajati tudi kakšna izjema, in sicer takrat, ko je to končno ločilo pika. Na primer, prosim, ne začni s tistim, saj sem ti rekla. Kot vidite, v tem primeru pike ne podvajamo. Kako pa je s pisanjem ločil v premem govoru? Če navedek zapišemo v narekovajih, moramo pri tem upoštevati kar nekaj pravil. Oglejmo si najprej nekaj osnovnih informacij. Premigovor je sestavljen iz spremnega stavka in dobesednega navedka. Spremni stavek je tisti del, ki nosi dodatne informacije. Dobesedni navedek pa je tisti del, ko nekdo nekaj izreče. Oglejmo si nekaj primerov. Mama je rekla, pridi in pojej. Mama je vprašala, boš prišel in pojedel? V teh primerih spremni stavek stoji spredaj in je od dobesednega navedka ločen z dvopičjem. Bodimo pozorni tudi na to, da smo končno ločilo zapisali pred končnim narekovajem.
torej znotraj navedka. Ne velja pa to pravilo takrat, ko navajamo samo del navedka. Naprimer takole. Primoža Trubarja še vedno omenjajo kot očeta slovenskega jezika. Kako pa je v naslednjih primerih? Pridi in pojej, je rekla mama. Boš prišel in pojedel, je vprašala mama. Tukaj spremni stavek stoji za dobesednim navedkom in je v prvem primeru od njega ločen z vejico, v drugem pa z vprašajem. Lahko bi uporabili tudi klicaj ali 3 pike, odvisno od konteksta seveda. Kaj pa v primerih, ko je spremni stavek umeščen med 2 dela dobesednega navedka? Naprimer takole. In kot, je vprašala mama, si hodil ves večer. Bodimo pozorni, da smo tukaj za prvim delom zapisali vejico. Kaj pa v obratnem primeru, torej, kadar je dobesedni navedek umeščen med 2 dela spremnega stavka? Naprimer takole. Mama je vprašala, in kot si hodil cel večer, čeprav ni bila videti zaskrbljena. Tukaj vidimo, da dobesedni navedek ločilo ohranja. Pa smo razrešili novo jezikovno zagato, povezano z ločili. Pri citiranju lahko citate od preostalega dela besedila ločimo z narekovaji, pri tem pa razmislimo, ali uporabimo končna ločila ali ne. Pri premem govoru moramo biti pozorni na to, ali spremni stavek stoji pred dobesednim navedkom ali za njim. Nato pa pazimo na pravilno postavitev ločil. Če ste pozabili, kako točno že gre, pa le preberite še članek in zagotovo vam bo kaj hitro vse jasno.